pozdravljeni. Poznam en par, ki mi je izjemno zanimiv. Spremljam ga že leta in leta. Mogoče bi Kašan rekel, ko jih takoj vidi, wow, ta dva sta pa popoln par. In ne samo, da sta par in partnerja doma, v domačem okolju, ampak na koncu sta tudi poslovno povezana. Oba dva sta pisatelja, oba dva sta mnogim mentorja, mnogim učitelja. Neverjetno sta. Ampak še bolj neverjetno je to, da pravzaprav jasno in glasno povesta. Ja, veliko sva se kregala, se kregava. Pa tudi kakšni neznani leteči krožniki so verjetno, že ki je doma letel po zraku. Vse to govorita zelo odkrito. Poleg tega pa imata zaradi duhovnega ateljeja, kjer ustvarjata, tudi tisti vpogled, kaj se dogaja doma za štirimi stenami. Karti k njima hodijo mnogi ljudje po nasvete, takšne in drugačne, mnogi pa so seveda povezani ravno z tistim osebnim odnosom do sebe, do drugih, do partnerja. V svoji družbi hvaležno pozdravljam Kristi in Mihaela Žmaharja. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Zdravo. Zakonca že koliko? 3 leta, ja. 3 leta. Skupaj smo pa 10. 10 let. Ne štejeva več. Ne štejete več. Odlično. Kako sta se spoznala? Kako sta se spoznala? Spoznala sta se v bistvu kot konkurenca, če si iskreno povem, v nekem mrežnem marketingu. Šla sva si blazno na živce, jaz njega živega nisem mogla videti. Naklonjeno ste bila vzajemno. Tako, ja. Tako da potem pa v nekem danem trenutku so ugotovila, da to, kar sva si različna, da sva si tudi podobna. In takrat je preklopila ena iskrca, no in iz tega je danes nastala knjiga. To je bilo najno poznanstvo. Ko sem začela pa hoditi, se pa prav spomnila, da je bila polna luna, oziroma ne, lunin mrk je bil. In v tej luni sta se 2 prstana izrisala in on je meni poslal takrat mail in napisal, a vidiš te prstane v luni, ti boš moja žena. Jaz sem si pa mislila, da on totalno zmešan. To je bil prvi mail, ne. Ja, en dan prvi mail. Tako, da smo se uradno poznala. In ti si napisal, da bo ona tvoja žena? Da sem se odločil, sem poročen. Jaz sem si pa mislila, da je psihopat. Bravo, Mihael! Ja, Ej, in ti si mentor ljudem, ki si postavljajo cilje v življenju in ne vem, kaj že vse. Mislim, da je vsem jasno, da ti to več kot očitno gre. Aha, čakaj, ampak, verjetno si takrat, ko si dejansko poslal ta mail in to je bil tvoj prvi kontakt, niti po točko razno nisi mislil, da pa ne samo, da se bosta poročila, da bosta tudi skupaj izdala knjigo kot soavtorja. Ne, sploh nisem takrat o tem razmišljal. To pa ni bilo med cilji. Ko ti spoznaš človeka, ki ti je všeč, ne razmišljaš, da skupaj knjige pisajo, reš, kaj druga razmišljaš. Aha, kaj boste skupaj počela? Ok, v redu. Ampak, Kristi, kako je prišlo iz te faze, da je psihopat, do tega, da je tvoj mož, sopotnik, partner, roka, na katero se lahko nasloniš, tudi verjetno v kakšnih primerih mentor, to se vse dopolnjujeta. Kako je od psihopata do tega prišlo? Jaz bom zelo iskrena, s trdim delom. Jaz mislim, da so vsi odnosi definitivno delo, da so odločitev najprej in da so potem delo, da se ne zgodijo kar sami po sebi. Vse marsikere te španske nadaljevanke vse tako kažejo, tako usvojeno, strani Boga poslano, ampak dajmo se zavedati, dejansko tukaj na zemlji je pa odnos odločitev in je delo in dejansko, da so danes ne popoln, ampak srečen par, no to moram reči. Smo pa definitivno sva dosegla tako, da sva veliko naredila najprej na sebi, to govorim kot delo, in potem tudi delo gradnje odnosa. Tako. Kaj se recimo v duhovnem ateljeju res imate vpogled v res zanimive zgodbe, vidite, kaj se pri Slovencih dogaja doma za 4 stenami? Imajo ljudje kar težave, imajo kar izzive z odnosi ravno, ne? Recimo ti kot moški pa ženske, vemo vsi, da malo drugače dojemamo, gledamo. Predvsem tvoje stališče me tukaj zanima. Ti kot dec, provider. Večina ljudi, ko ima neki izziv v življenju, mislim, pri večini ljudi izvira ta izziv z odnosov. Ali odnosa samim s seboj, ali pa odnosa z bližnjimi prijatelji. Kar sem jaz opazil pri vseh teh letih dela z ljudmi, sem gotovil, da
živimo v zelo hitrem svetu in da vsi ljudje hočemo imeti vse, da se hitro zgodi, da se takoj zgodi, če nekaj ni v redu, se takoj tudi konča. Ja, se po enem dnevu si hotel, da se že poroči. Ja, to je res, ne, tako kot sem jaz na začetku deloval, ne. Ampak mi da sem mogla zato, da smo se mi da danes zdaj poročila in da smo srečna skupaj. Sem se sicer hitro odločil, ampak sem mogel delati zelo dolgo časa na tem, zato da smo nad seboj vzpostavili vso ravnovesje, ki ga potrebujemo, da smo lahko dan srečen par. In večina ljudi se mi zdi, da tako razmišlja od nas, kot v mikrovalovki. Dam noter, prižgem za 20-30 sekund, dam ven in je vroče, ne. Preveč smo ljudje neočakani glede odnosov, preveč so nestrpni, preveč hitro hočejo stvari narediti. Odnos hiter graditi in hiter od njega zahteva, da se razvija in da ti da hiter tisti rezultat, zaradi katerega si ti z nekom odnos začel graditi, je isto, kot da imaš 2-letnega otroka doma in od njega zahtevaš, da v enem letu zraste za 10 let. Ne gre, ne? Rabimo čas, rabimo se predati odnosu, tako kot je Krista rekla, rabimo delati na njemu. In to je glavni razlog, zakaj ima večina ljudi problem v odnosih, ker se niti ne ustavijo, niti se ne vprašajo, kaj jaz čutim v resnici, kaj moj partner čuti ali pa prijatelj na vse zadnje, kaj je resničen razlog, zakaj se počutimo neprijetno. In potem, ko se enkrat to vprašamo, dejansko pride tisto, da se moramo poglobiti in opraviti delo. Tako kot je Krista rekla, veliko trdega dela. Midva edino, kar smo naredila, je, da smo poslušali samega sebe in druga in smo delala na vseh čustvenih, mentalnih, energijskih nivojih pri sebi. In to opisujete, Kristi, tudi v knjigi Zrcalo nevidnih svetov, ki je že napisana, a bo privekala na svet zdaj v decembru. Ja, 2. decembra bo tisti čarobni dan, ne, dvojke so taka fajn številka. Ja, v tej knjigi se vam, moram se reči, zelo razgala sebe. To pomeni tiste dele sebe. Tudi, ko sem pisala knjigo, sem rekla, ojoj, mi da so bila pa res malo nora, ne? Res so bila malo nora, mislim, predvsem jaz to zase lahko govorim. Res destruktiven, toksičen odnos in so vse povedala noter iskreno, kaj je bilo in kako so potem z duhovnim osebnim znanjem prišla čez to in postala nepopoln srečen par. To je v bistvu podnaslov te knjige, ne? In ko mi čakava to predstavitev, ker tudi veliko parov pride, ne? Se pravi, predstavitev bo, to je zdaj pa glavna stvar. Brezplačna predstavitev, zato ker hočeva dati ven sporočilo, hočeva, da pridejo ljudje, zdaj bojo sami prišli, s partnerji prišli. Rada bi dala to sporočilo ljubezni. Program bo izjemen, neverjetna presenečenja imamo, ampak se so zmeri šovi, ne? Izdaje vajnih knjig so zmeri neki taki šovi. Dajte kaj povedati, no? Kaj bo kaj? Ampak samo za gledalce ob kavi, okej? Lahko povem, da bo spektakularna otvoritev, da jo bo izvedlo 10 ljudi, da bo zelo močno sporočilo ljubezni. Potem bo res, ampak res bo tako, predstavili bomo glas ljubezni, no, zdaj si pa vi predstavljate. Potem bomo imeli seveda najino predavanje, to, kar ga bo izvedla skupaj, veliko bo smeha, veliko bo zabave. Potem imamo glasbeno skupino Mjavki, bojo nastopile na vodstvo. Ja, Mjavkice imajo čudovito energijo in zelo lepo glasbo. In potem bom še jaz izvedla meditacijo za leto 2017 pri Klic želja, tako da bomo skupinsko lahko zasidrali te želje po ljubezni, tako naprej. To je tisto, kar lahko zaenkrat poveva. Čakaj, zdaj govorimo o predstavitvi knjige, ampak v bistvu govorimo tudi o meditaciji, o glasbenih točkah, o predavanju in vsem tem. To je vse ljubezen, ne? To je vse ljubezen in torej brezplačno predavanje, brezplačen paket, te predstavitve, brezplačni večer, se morajo pa ljudje verjetno prijaviti, ne? Ja, res je. Mislim, da v tem trenutku imamo še nekje 30 prostih mest. Dvorana Smelt je že skoraj polna, tako predlagam gledalcem, da grejo res na www.potovanjeduse.si. Tam je prijavni obrazec, pa če pošljajo mail, bo prav tako v redu, je pa info@potovanjeduse.si, pa jih bomo sprejeli. Odlično, evo, tega se blazno veselim, ampak če gremo nazaj na samo vsebino knjige, Mihael, kaj je najbolj nora stvar, ki ti jo je Kristi naredila? Ena izmed najbolj norih stvari. Najbolj nora stvar, ki je ona naredila, je, da me enkrat napadla z nožem in me ni zadela samo zato, ker sem se ji izmaknil.
Se sem rekla, da so bila nora, se to zdaj To smo dejansko v knjigi, mi dva smo rekla, hočemo knjigo, Hvala, ki bo ker si mi iskrena, hočemo knjigo, v kateri nič ne skrivamo, ker vsi vemo, da veliko odnosov Z je... nožem za lupljenje krompirja, z nožem za nožem mazati. za rezanje velikih stvari. Rekla smo, ko sem pisala knjigo, videla smo, da so odnosi za zidovi, za štirimi stenami so ponovadi drugačni kot takrat na ulici, ko jih vidimo nazven. In smo rekla, da hočemo napisati knjigo, v kateri bomo res brutalno iskreno, tako kot je bilo in to, kar smo mi dva bila v preteklosti, kar smo sedaj upisala v knjigi. In tudi ta zgodba z nožem je upisana v knjigi in potem smo razložila, zakaj se je to zgodilo, kako bi lahko to takrat že vnaprej videla. Ali je on kriv? Oba sva bila malo sprožila situacijo. Bravo, bravo. Ampak ljudem se dogajajo podobne stvari, mogoče ne glih z nožem, ampak ljudje imajo spore, ljudje imajo prepire, ne razumejo se, ni razumevanja, ni podpore in si mečejo nehote ali pa hote polena pod noge. In v tej knjigi smo hotela razgaliti področja, kot so varanje, področja, kot so pretekla življenja, področja, kot so izdaje v prijateljstvih in partnerstvih, vse zelo iskreno. Se pravi, tudi če nimaš recimo partnerja, je fajn, da imaš eno pripravo na partnerstvo. Se mi zdi, da Madonna, pa se za vsako stvar v življenju se pripravimo za tiste pomembne stvari, kot so porod, starševstvo, partnerstvo, pa nimamo priprave, dejansko, malo mim, ne. Ampak tudi na področju prijateljstva se lahko potem veliko naučimo. Definitivno, zato ker odnosi, vse odnos, intimni odnos z partnerjem, naprimer, je na eni intimni ravni mogoče malo bolj eskaliran, odnos s prijatelji na socialni ravni. Tako da ta knjiga vam bo pomagala, gledalcem, pomagala graditi odnose z vsemi ljudmi, z vsemi hišnimi ljubljenčki in predvsem odnos s samim seboj. Kristi, a je omenjena noter tudi recimo kaj te karmične zadeve, pa te taki duhovni vplivi, ki včasih pridejo med dva človeka? Ogromno. To pomeni karma, kako smo se spoznali po prejšnjem življenju, kako se potem srečamo v tem življenju, kaj si odigravamo, kako to prepoznati, kako iščeti to lekcijo, da si ne bomo izognili in tako naprej. Ogromen je te duhovne vibracije, zato tudi je naslov Zrcalo nevidnih svetov, zaradi tega, ker sva midva ogromen teh informacij seveda pobrala iz teh nebeških sfera. Tako da definitivno knjigo uvrščamo med duhovne knjige. Ima veliko znanja z področja osebnostne rasti in gradnje odnosa, ampak je pa ogromno tudi duhovne vibracije. In zdaj sem ugotovila, da ljudi to blazno zanima. Vsi poznamo tisti občutek, se ti tudi najbrž veš, koga srečaš, pa rečeš, jaz tebe poznam, ali pa te toliko močno pritegne k njemu, da se definitivno ne moreš upreti. In zelo dobro je, če razumeš, iz kje to prihaja in definitivno kaj ti sporoča. No, karmična razmerja, vem, sem bila že v kakšnem karmičnem razmerju, padeš v nek vrtinc, da si v pralnem stroju na centrifugi, zdaj pa reš se ven iz tega. Je tudi vajen odnos v osnovi karmičen? Prav gotovo, če si z nožem za njem letala. Ja, seveda. Midva smo se že v štartu prepoznala zaradi zelo močne dušne povezanosti na dušnem nivoju. In to je bilo dovolj, da sem jaz takrat začutil, da obstaja potencialna prihodnost za naju poroka. In jaz sem to prihodnost na neki intuitivni ravni začutil, zato sem jo tudi napisal. Ampak priprav se. Ja, priprav se, bomo mogoče uresničili ta načrt. Ampak izziv pri odnosih je, da ne gre se v odnosih samo za dušno povezanost. Ni nekaj zdaj pomembno samo, da je nekdo tvoja sorodna duša, soulmate, twin flame. Na zemlji smo tudi ljudje in predvsem zemljani. In za zemljane veljajo zemeljska pravila. In če hočemo ljudje med seboj funkcionirati na duhovni ravni, na dušni ravni, moramo istočasno tudi v karakterih, v egih. In midva smo zadnjih 8 let med seboj porabila predvsem zato, da smo svoja ega krotila. Zato, da smo pri drugemu balansirala tiste energije, ki so bile potrebne, da lahko kot človeka na zemlji živimo. Vse na dušnem nivoju se vsi razumemo, se imamo vsi radi. Umetnost je ravnovesje narediti med tema dvema svetovama in to je Zrcalo nevidnih svetov. Ampak verjetno boste o tem govorili tudi na brezplačnem večeru, kjer bo predstavitev, predavanje, meditacija in vse ostalo 2.12. Ampak že tale trenutek, recimo zanima, nekoga spoznaš, pa je vse tukaj fajn, da kar ne rabiš jest, pa glih tukaj, da dihati ne rabiš, tukaj je vse fajn. Pol pa recimo po, ne vem, dr. Hendriks je rekel, da je kaj, rok trajanja za zaljubljene 2 leti, do 2 leti, pol pa, ko to popusti, pa vidiš dejansko, kakšen je v resnici ta človek, vse njegove negativne aspekte, take in drugačne. In tukaj se mi zdi, da potem kaj pride do tega, da rečeš, ok, a sem pripravljen to sprejeti, ali nisem pripravljen to sprejeti. Veliko parov gre potem dejansko narazen, pa jim ne bi bilo treba? Ne, dejansko, tako, če gledamo tudi duhovne vibracije, če si nekoga spoznal,
začutil povezavo, začutil ljubezen, potem je stvar že mogla biti prava, ne, do določene mere, je že moglo biti tisto pravo sporočilo. Tako, velikokrat nam določeni ljudje odigrajo svoje vloge in grejo tudi naprej, to je res, ampak moram reči, že ogromno se pa srečamo s tem, da ni treba, da se gre narazen, zato ker selekcije ponovijo pri naslednjih partnerjih, ne? Ampak to je pa zaradi tega, ker kako smo naravnani, kako je recimo potrošniška družba naravnana. Včasih se je pralni stroj pokvaril, a ne, in so ga popravili, zdaj pač greš in kupaš novega. Isto se je preslikalo v odnose. Joj, ti nisi v redu, kle imaš nek negativni aspekt, žiš mi, bom jaz rajš šel v drugi punci, pa k drugemu fantu, ne. In to se ogromno dogaja in to ni potrebno, zaradi tega, ker vsak človek ima svoje aspekte, ki jih opisujejo ljudje kot napake in tako naprej. Kaj bomo večno zavračali odnose? Ampak zdaj bi ti nekdo rekel, ok, se pravi, treba je ostati skupaj oziroma lahko ostaneš skupaj, a pol bom pa trpela v odnosu, ki mi ne ustreza. Ampak, če ti trpiš v odnosu, trpiš zaradi sebe, nikoli zaradi partnerja. A ne, to se treba zavedati. To je to ogledalo? Zakaj pa na začetku nisi trpel? Ok, razumem, če bi že od začetka trpel, ok, to pol ni zate, ampak če je bilo nekoč prav, zakaj pa potem trpiš, ne? To je treba gledati večplastno in več sporočil je tukaj, ne, definitivno ni treba trpeti. Pravim pa, preden se vrže puška v koruzo, je treba pogledati, kaj je moje trpljenje tukaj noter, ne? Recimo, če pogledam zdaj Mihaela, ne? On je meni sprožil stvari iz nesrečne zgodbe moje mame. In jaz to, ker sem njo videla trpeti, nisem hotela ponoviti to zase, da sem vso tisto gnev, moški so itak, ne, nič vredni, pa itak so zlobni, sprojecirala na njega. Na koncu sem ugotovila, da se sploh ni šlo za njega. Ne, se ne pravim, da je popol, ampak če ga pogledam za nazaj, takrat, ko sem ga napadala z nožem, to, da sem jaz njega napadla z nožem, je bila moja odločitev in bilo moje trpljenje. Ker sem jaz enkrat to transformirala, ma zdaj mi lahko po glavi skače, ne vem, koliko se to ne bi Se pravi, ima povsem svoboden dostop do vseh nožev v vajinem domu. Ja. Ima dostop in škar in vsega. Ampak en še zelo pomembna stvar, ki sem opazil pri odnosih je, ne, vse ljudje, če se neka problem zgodi v odnosu ali pa neki izziv oziroma neka težava, ne, sej je logično, da se ljudje ustrašimo, mogoče pa stopimo kak korak nazaj, pa iz druge perspektive pogledamo, ne. Saj smo midva tudi milijonkrat to naredila, ampak midva sva se v eno obdobje najine veze odločila, da ne gremo narazen prej, dokler ne naredimo vse, kar je v najni moči. Dokler jaz na preseb ne razčistim stvari, ki jih moram in sprejmem odgovornosti in ona to. In ko se je to zgodilo, ko smo prevzeli vsak svojo polno odgovornost, je kar naenkrat najin odnos zopet postal čudovit, lep. Nismo želela več iti narazen. Ampak sta bila oba dva voljna, da to naredite, kaj pa če eden ni voljen? Ne, ne gre, iskreno. Gre se za rast, ne? Definitivno se strinjam s tem, kar sem prej povedala, torej moraš pogledati, kaj je tvoje trpljenje. Ampak, ko ti spoznaš svoje trpljenje, dosežeš neko rast, ne? In zdaj, če si ti zrastel in šel na ta nivo, tvoj partner pa ne, je definitivno ta prepreka potem toliko previsoka en med drugim, da zadeva gre težko naprej. Tukaj je zelo simpel, kar pravijo ljudje, kjer je volja, je tudi pot. Ja, seveda. Ampak volja mora biti, ne? Ja, seveda. In neke izhode, neke zasilne izhode, takšne in drugačne preko svoje zgodbe in tudi sicer podajate ravno v tej knjigi. Nimamo je še tukaj, ne, v fizični obliki. Tiska se še, gli se tiska. Tiska se. Topla je, topla. Ja. Topla, ampak 2.12. Koliko je strani, da tak, malo, da se pripravim. Danes smo zvedela podatek. 460. Ne vem, kako je to rata. Točno 460, ja. Točno 460. Ja. Okay. Ja, odnosi so lahko... Mogoče, če bi bilo samo 60 strani, bi si rekla, pa kva ta Kristi, pa Mihajl, na 60 stranih bosta Ne, to je premalo. Ok, zdaj pa vidim, da sta bila res iskrena, očitno. Na 460 stranih. Nič prej kot 2.12. lahko vidimo to knjigo, jo lahko doživimo preko dejansko celotnega večera, spoznavanja in vsega ostalega. Mi to se zelo veselimo tega večera, tako da vsi, ki se želijo biti del najine pravljice, so vabljeni. Ampak morajo pa pohiteti. Ne samo, da morajo še pohiteti. Najlepša hvala za tale pogovor. Ne vem, kaj ste vi recimo izluščili iz vsega, kar ste povedala, ampak jaz sem absolutno to. Kjer je volja, je absolutno tudi pot.
Kot ste slišali, vse informacije dobite na spletni strani Potovanje duše, sicer pa bomo kaj objavili tudi na www.klepetobkavi.si, kjer je volja tudi pot, kar pomeni, da če je namenjeno in če so pravi nameni, potem se 2. 12. mahamo, vidimo in skupaj doživljamo.